Dobar dan. Ko govorimo o Branku Rudolfu, se moramo zavedati, da je pravzaprav se njegova zgodba začela že pred njegovim rojstvom, vsaj 50 let, in da ko se je rodil, je bil že projekt svojih sorodnikov, ki so bili vplivni in zelo politično aktivni, politično, ne pa kulturno. To, da je Branko Rudolf postal to, kar je, se je začelo veliko pred njim. In sicer je njegova prababica Ivanka Reibauer prišla iz Nürnberga, da reši neko podjetje s kolonialnim blagom v Mariboru, ki so imeli njeni sorodniki. Njen oče je bil Mariborčan, delal v Nemčiji, in gospodična je takoj ugotovila, da je bistvena stvar za Evropo železnica. Železnica se je približala Mariboru, prišla je v Maribor leta 1939. Ona je organizirala furmane, da so prevažali blago, ki ga je pač prodajala, čokolado, kakav, do Maribora in od tu v Nemčijo. Na ta način je rešila svoje podjetje, ga prodala, se poročila pa se je z Jankom Sernecem starejšim. Janko Sernec starejši je bil v Slovenski Bistrici mlinar in imel je tudi tovarno vate. In zelo se je čudil, zakaj ženski kupujejo vato. To se mu je zdela zelo popoln nesmisel. Poskušajo narediti vedno bolj grobo vato, ker je mislil, da z njo perejo lonce. In ko se je ustavila prodaja vate vojski, ker je vojska ugotovila, da to, če si 10 ranjenih vojakov z istim šopom vate briše kri, da se samo prenaša infekcija in pol vsi umrejo. Ko je vojska nehala kupovati vato, je počasi tudi tovarno ugasnila. Žena mu je skozi razlagala, da bi vata morala biti bolj in bolj fina, ampak ni verjel, ker ni vedel zakaj. In tale Ivanka je potem imela cel kup otrok, njen sin Janko Sernec, ki so mu rekli mlajši, ker je bil en Janko Sernec, njegov oče starejši. Ta je pa začel študirati klasično gimnazijo v Mariboru. Da je pa to lahko počel, je pomagal stricu, ki je imel brod pri Mariborskem otoku in mu je pomagal voziti ljudi preko Drave. To je počel poleg šole, dokler ni začel inštruirati matematike. Bil je dober matematik in na ta način je naredil gimnazijo. Potem odšel je študirati v Graz, pravo, in po doktoratu je velikanska razlika med njim in Prešernom. Tako je dobil službo pravnika in notarja v Kozjem in tam je precej obogatel. Imel je 12 otrok, od tega so 4 umrli, kupil je 4 velika posestva, tako da je potem sta prišla pa 2 otroka na posestvo, ampak to so že druge stvari. Njegov problem, njegova vloga v Mariboru je bila po svoje kar velika, oziroma celo velikanska. Sodeloval je pri ustanovitvi čitalnice, kar je bil velikanski zalogaj za Slovence tistega časa. Potem je sodeloval je pri ustanavljanju slovenskega naroda leta 1962. Predtem je pa bil poslanec v Dunajskem parlamentu in tako rekoč zgodovinska oseba. Njegov mlajši brat
je 10 let kasneje Josip Sernec je ponovil zgodbo, pomagal je stricu pri brodarjenju na Dravi. Ta drugi stric, ta Josip je pa postal advokat v Celju. Zakaj sta ta dva Sernca tako važna za Branka Rudolfa? Ves čas, skoraj 40 let, kar sva živela skupaj ali pa kar sva se srečavala, mi je Branko Rudolf pripovedoval o tem, kako so se Slovenci v Mariboru postavili na noge, ustanovili so konec koncev prvi slovenski časopis in kako so preko čitalnice razvili kulturo, razvili vse tisto, kar je danes značilno za Slovence, se pravi pevski zbori, gledališče. Sam Branko Rudolf je bil leta 1909 soudeležen, ko je bil star 5 let, na pogrebu svojega dedka in iz tega lahko sklepamo, da kaj preveč ni mogel slišati od njega. Kljub temu mi je pol 40 let govoril o njem. Ampak problem je bil, problem se začne takrat, ko smo doma gledali albume. Vsi njegovi sorodniki so zbirali, so se fotografirali in nizali ogromno količino slik v lepe albume debele. In ko je Branko Rudolf gledal te slike, ni vedel povedati, kdo je kdo, ker je bil premajhen, ko je dedek umrl. Živeli smo v hiši Božene Sernec, ki je na Vrbanski, in ona je včasih vedela povedati to so to, ampak potem je postala vedno bolj dementna in ni več vedela. Pa tudi poleg tega v nič ni napisal, kdo so ti ljudje. Danes imamo velikansko kopico slik, vendar spomin postane zelo varljiv. Branko Rudolf, zakaj je bil ta Janko Sernec tako pomemben za Branka Rudolfa? Ko je Ivan Rudolf, ki je živel že 6 let na Dunaju, prej je študiral v Gradcu, po doktoratu je bil pripravnik pri Janku Sernecu in Ivan Rudolf se je hotel poročiti s svojo bodočo ženo, Josipino Sernec, drugo hčerko Jankota Serneca, in Janko Sernec mu je postavil pogoj: moji vnuki ne smejo živeti na Dunaju, ne smejo biti Dunajčani, moji vnuki morajo živeti v Sloveniji. In Ivanu Rudolfu ni preostalo drugega, kot da je kupil hišo v Konjicah, se tu, kako bi rekel, ustalil kot advokat in notar in seveda celo življenje preživel v Konjicah. Branko Rudolf se je tako rodil v Konjicah, bil je 6. otrok Ivana Rudolfa, 5. sin, in njegova vloga v družini se je zapletla s Prvo svetovno vojno. Ivan Rudolf je imel nenavadne
konjičke. Bil je v nekem odboru advokatov in novinarjev, advokatov in notarjev na Dunaju in skrbeli so za turizem. Skrbela jih je usoda ubogih uradnikov Avstro-Ogrske, ki morajo hoditi na morje v Italijo, kjer se srečujejo z gnusnimi Angleži, norimi Američani, velikansko količino Rusov in zaradi tega so izpostavljeni slabim vplivom in verjetno tudi zelo trpijo. Bil je prepričan, da morajo skupaj s tistim svojim odborom za turizem, da morajo avstrijski uradniki hoditi na drugačne plaže in sicer v Dalmacijo in na bolgarske plaže, Zlati peski so znameniti, in v Romunijo. In je treba zagotoviti, da bo ta del sveta se združil z Avstrijo, se pravi, jasno je bilo, če so njegovi, da je treba Slovane združiti v okviru Avstrije v kvalitetno državo, ki bo omogočila turizem, da ljudje ne bi slučajno hodili v Grčijo, ki je vedno pod vplivom Anglije, ali pa v Turčijo, ki je seveda neprimerna za turizem, ker je pod vplivom Turčije. Kaj šele, da bi hodili v Egipt. In tale moja teta Vida, ne vem, tu jo vidimo z Brankotom, je, ko je bila stara 10 let, potovala z ladjo, z železnico do Trsta, takrat je železnica že prihajala do Trsta, in od tam z parnikom Baško, kjer so odprli hotel podoben kot je tisti na Bledu, namreč, da so ljudje telovadili, moški telovadili v spodnjih hlačah, in je to bila zračna kopel. Ivan Rudolf je skrbno načrtoval bodočnost svojih idej. Prvi sin je šel študirati medicino in je postal doktor. Drugi štirje so pa študirali na Realki v Mariboru in so bili usmerjeni v zelo tehnične zadeve. Eden je šel študirati v Avstrijo montanistiko, drugi kemijo, tretji matematiko, četrti je bil Branko. Ti trije, ko je prišla prva svetovna vojna, sta prva dva sinova odšla seveda na fronto, in sicer najprej v Bosno, potem vse navzdol do Albanije. Že čez pol leta sta pa šla tudi najmlajši Janko in najstarejši Ivo, ki je bil zdravnik. Mislil je, da se bo izmazal in delal je v porodnišnici v Zagrebu, vendar so ga zelo hitro odkrili in ugotovili, da bo bolj primeren v ofenzivah na soški fronti. Zdaj moramo si zamisliti malega Brankota. Branko je šel v šolo pri 10 letih šel na gimnazijo v Maribor in tu je imel neverjetno število tet, stricev iz obeh generacij, bratov in sester od Jankota, od svojega dedka, in seveda ne moremo reči, da je bil ravno osamljen, stanoval je pri najstarejši teti in vračal se je domov bolj poredko. Problem je bil pa ta, da so 4 njegovi bratje bili 3 topniški oficirji, artilerijski oficirji, in njegova mati, 59 let je bila stara, ni ravno pričakovala, da bodo preživeli prvo svetovno vojno, ker bili so res, kako bi rekel, premikali so se iz vedno hujših konfliktov, nenehno so streljali.
Branko je bil edina možnost, da še nekdo ostane, da ne bo prizidit od neverjetno psihično obremenjujoče vojne. Branko Rudolf je hodil na klasično gimnazijo, življenje je postajalo vedno bolj zoprno. Profesorji so odhajali na fronto, maturanti so odhajali na fronto. Še danes imam nekatere knjige, ki jih je kupil od teh maturantov z opaskami. Bili so odlični poznavalci grščine in latinščine, vendar kasneje nismo slišali o njih. Branko Rudolf je bil dober v nemščini, naučil se je pri 10 letih, ko je bral v nemščini Potok zakladov Louisa Stevensona in tu pridemo do velikanskega problema. Prebral je tudi Darwina Potovanje na ladji Beagle. Moram reči, s Brankom Rudolfom je bil njegov veroučitelj vse zadovoljen, ker je bil Branko Rudolf v Konjicah deležen dobre verske vzgoje in ta veroučitelj se je precej grdo izražal o dveh drugih Slovencih, Antonu Trstenjaku in Edvardu Kodbeku, ker je rekel, da sta pogana iz Slovenskih goric. Za Branka Rudolfa je pa menil, da bo bodoči mariborski škof, to zaradi tega, ker je bil 6. sin in pač 6. sin bi lahko bil nekaj takega. No in nekega dne mu Branko Rudolf zaupa, da pač se je poglobil v vprašanje, kaj je to s stvarnikom, in je ugotovil, da na zemlji ni nobenega dokaza, da bi bil kakšen bog, ki bi si kaj podpisal. Se pravi, zemlja je slika brez podpisa. In ko je ugotovil, da pač stvarnika ni in ga ne more biti, ker ni podpisan, je njegov veroučitelj rekel, končno bo Maribor odrešen, imel bo škofa, ki ne verjame v Boga. Vendar stvari so šle veliko na slabše. Ko je Branko Rudolf odšel, bil star 18 let, najprej je končal, ko je maturiral, je odšel v Zagreb študirati medicino. Starši so rekli, da naj študira medicino, ker očitno ni dovolj dober za artilerijskega oficirja in ne bo mogel nenehno razmišljati o granatah in o topovih. Moram povedati, da moji strici so še 20 in tudi 30 let kasneje, ko sem jaz odraščal, imeli kupe knjig o topovih, se pravi, top pri topu. In danes se ljudje ukvarjajo recimo z avtomobili, z različnimi tipi, takrat so se s topovi in različnimi tipi in seveda z različnimi tipi granat. Danes prihajamo v podoben čas, ker Evropska unija si prizadeva še milijon granat za Ukrajino, še milijon granat, kdo jih bo izdeloval, kako jih bomo izdelovali, kje jih bomo izdelovali. To je bil centralni problem stare Avstrije. Takrat so razmišljali samo o tem, kje bodo dobili topove in kje bodo dobili granate in kje bodo stavkli vse druge. Vse druge države v Evropi so pa tudi razmišljale o isti problematiki. Branko Rudolf je dočakal, da je pouk potekal v slovenščini, zadnje 4 leta je klasična gimnazija postala slovenska. Edino za profesorjem, ki niso znali slovensko, so pustili, da so še naprej predavali nemško. No, in ko je Branko Rudolf začel študirati medicino v Zagreb, je prvi 2 leti
bilo vse normalno. Hodil je na vaje, učil se je anatomijo, bil je zelo navdušen nad tem, kako je človek zgrajen, kako je to lepo, kako so mišice, kosti in tako dalje. Zelo rad je risal in nenadoma pa je ugotovil nekaj strašnega, ne? Da s tem, da zdraviš ljudi, posameznike, pravzaprav ne narediš nič. Rešiti je treba človeštvo. In sicer kot študenta so ga usmerili, naj se malo gre pogovarjati z begunci. Begunci v Zagrebu so bili Rusi in Ukrajinci iz vojn, iz revolucije. Vojskovali so se s Trotskim in očitno izgubili, ne. In Branko Rudolf se je spoprijateljil s polkovnikom, ki je bil zdravnik, ne, in pogovarjala sta se o prihodnosti sveta. In polkovnik je rekel, ko ga je Branko Rudolf vprašal, ali bo revolucija nujno zmagala na tem svetu, je doktor odgovoril, to je zgodovinska nujnost. Zmagala bo tudi v Ameriki, ko se Latinoameričani, Zamorci in Indijanci in delavski razred zmenijo, združijo, bodo izvedli revolucijo in komunizem bo vladal v celem svetu. Vendar je rekel, to se ne bo zgodilo še kmalu, ker jaz nameravam iti v Ameriko, to bo leta 22, 23. In mislim, da za časa mojega življenja se še ne bo zgodilo. Danes vidimo, da se to bo zgodilo, ko bodo Trumpa odstavili, bo prva naloga Američanov, da naredijo kvalitetno komunistično partijo, ki si bo delila oblast s kapitalisti in na ta način bo lahko konkurirala Kitajcem, ki že to imajo urejeno, ne? In zaradi tega, kot kaže, obvladajo 2/3 sveta, ne? BRICS, če spremljate, kako se reče, dogajanje na TikToku, vam to postane jasno, ne? No, Branko Rudolf je v Zagrebu najprej postal budist, potem je pustil medicino, se preselil v Ljubljano, kjer je študiral biologijo in tu se je navdušil za likovno umetnost, ker je zelo rad risal živali in to v ogromnih količinah. Pravzaprav je bil nadarjen za risanje, vendar ni bil Picasso, nikakor ni bilo umetniškega navdiha v teh njegovih slikah, čeprav je tudi to mogoče kdaj pa kdaj pričakoval od sebe ali pa so drugi pričakovali, ne. In ko je študiral v Ljubljani, se je navdušil za drugo verzijo budizma. In sicer za budizem meniha Degena iz 12. stoletja, Degen ali Dogen, nekako tako je. Jaz imam nek špigel z njegovimi mislimi, ne. To je tak budizem, ki ima na Japonskem 4 milijone vernikov, to je še vedno več, kot je Slovencev, ne. Vendar je super manjšina, ne. In iz tega budizma, ki pa spet zahteva poglabljanje v neke žuželke in bilke in naravo, vodi pot v to vsestranskost, ki jo je Branko Rudolf pol kasneje pokazal v življenju, ne. Njegova naslednja faza je bila, da je postal komunist. Komunist je postal iz enega neverjetnega razloga. Nekoč je prišel k svoji teti, to teto smo tudi kasneje poznali, ki je imela tu
posestvo na Pohorju. In ta teta mu je rekla: Branko, kaj zdaj študiraš? Zdaj študiraš biologijo? In in je rekla: ti si, ne morem verjeti, pravi, da bi se ljudje razvili iz opic, pravi. Za Mariborčane, Slovence, Nemce ali Žide, ki so posestniki vinogradov, bi to še verjela, ne? Ampak viničarji, te pijane živali, so se pa sigurno razvili iz svinj. Branko Rudolf se je cel dan kregal z njo, kako je lahko tako brezsrčna, in po svoji budistični logiki je ugotovil, da to je neverjetno. Da njegova teta, in to Mariborčanka, je še zelo fejst punca, je bila ta teta takrat, misli tako nekaj groznega. No, in postal je komunist, in to je bilo nepopravljivo. Nekoč sem tako kako bi rekel, po sledeh Branka Rudolfa peljal družino na Beneški bienale. On me je peljal tja leta 1963, mi smo pa šli mnogo pozneje, tam v 80-ih letih. In ko pridemo v Benetke, zagledamo blazno množico. 4000 ljudi je zborovalo, Severna liga, noreli so. Takrat sem zagledal, gondola je pripeljala Debeluha do obale. Debeluh je zlezel iz gondole in imel je na sebi majico, na kateri je pisalo: nihče v moji družini nikoli ni bil komunist. Takrat sem se spomnil na Branka Rudolfa, ampak ne da bi vedel zakaj. Šele kakšnih 10 let kasneje sem ugotovil, zakaj je ta napis tako grozen. Branko Rudolf je bil leta 20, ko je leta 22 ali 23 postal komunist, je bil edini komunist med 200 sorodniki v 3 državah, in vsi ti sorodniki so bili do njega prijazni, trepljali so ga po ramenih, najprej zato, ker je bil budist, in zdaj tudi zato, ker je bil komunist. Saj ni nič hudega, saj se boš mogoče poboljšal, ne. In ravno zaradi tega Branka Rudolfa je skozi žrlo. Tudi vsi ti njegovi sorodniki so bili na dobrih pozicijah. Lahko bi mu imel tudi strica, ki je bil ban v Ljubljani in ki je bil minister, in lahko bi ga spravil na primer v diplomacijo ali kaj takega, vendar seveda ga ni mogel spraviti, ker je hodil k temu svojemu stricu in se z njim kregal o tem, kaj bo z razvojem Kitajske in zakaj ni Kitajska bolj važna, kot so pa važne recimo neke propadajoče evropske države, neke Anglija, Nemčija in tako dalje. Tu moram, ne vem, tu stvari se zelo komplicirajo. Ko je Branko Rudolf postal profesor, je učil v različnih krajih, v Novem mestu, potem v Celju precej dolgo in v Mariboru na koncu. V Celju sta ga Branko Dil, ki je znan iz dahovskih procesov, ustrelili so ga namreč, in Slavko Šlander, ki je znan, da je reševal tu na kolodoru Slavo Klavoro, ko so jo prijeli žandarji in so ga potem Nemci ustrelili. Ta dva sta ga sprejela v partijo, tako je uradno postal komunist. Vendar kmalu zatem, leto, 2, 3, so jih vse skupaj ujeli in zaprli v Celju. Za profesorja je veljalo, če je bil 3 dni v zaporu, je izgubil službo in je nikoli več ni mogel dobiti. In v tistem času pa se je dogodilo nekaj drugega. Njegov stric, inženir Dušan Cernec, je po neki kombinaciji Slovenske ljudske stranke, katere član je bil, vendar
že je njihov odnos bil že na nekoliko majavih nogah, je vseeno postal minister v zvezni vladi. In ko je stric Dušan postal minister v zvezni vladi, je sodnik poklical Branka Rudolfa, mu predočil dokaze proti njemu in rekel, no, zdaj jih pa pojejte. Branko Rudolf je začel jesti, vendar po kakih 20-30 listih je omagal, listov je pa bilo 200, neki prevodi in ne vem kaj. Takrat je sodnik poklical sodnega slugo, odnesla sta dokaze na stranišče, tam je še Branko Rudolf strgal in sodni sluga je potegnil vodo. Potem je rekel sodnik, gospod Branko, proti vam ni nobenih dokazov. Spustil ga je domov, Branko Rudolf je rekel, v službi nisem več, bil je zaprt že več, ker silen ni. Potem je pa vse rekel, da bo šel po svoje svinčnike in svoje stvari v šolo. Ko je prišel v šolo, mu je prišel naproti ravnatelj in je rekel, vsi vemo, da ste imeli gripo, teden dni ste bili doma, zdaj pa hitro v razred, da ne bo kdo rekel, da ste manjkali več kot en teden. In učil je naprej. Njegovi prijatelji so pa šli v Sremsko Mitrovico, kjer so doživeli največ, kar lahko komunist doživi, bili so skupaj s tovarišem Titom in z Mošem Pijadejem. Obetali se jim je, Branko Rudolf je zamudil revolucionarno prihodnost in moram reči, to ga je žrlo vse življenje. Branko Rudolf je tipičen problem človeka, ki se ne more realizirati kot revolucionar, ne more izpeljati dolgega pohoda, ne more narediti tako kot Traore v Afriki, da bi združil 3 države in to v najkrajšem možnem času. In to ga je žrlo celo življenje. Zato se je pa lotil neke druge stvari. Čeprav nikoli ni videl Branka Grimsa, ki Branko Grims, kot veste, se ukvarja s kulturnim marksizmom, ki je največja nevarnost za človeštvo. In Branko Rudolf se je ukvarjal pa s tem, da bi kulturni marksizem bil kulturen. 10 let ali pa 20 let mi je nekdo predaval, če sem ga zjutraj srečal pred kopalnico, opravil si zobe, je rekel, jaz sem leninist, marksist-leninist, nikakor pa nisem stalinist. Potem sem rekel, vsak pameten komunist je stalinist, če pa ni stalinist, je pa maoist. Revolucija je, da čim več ljudi pobiješ, potem razen tistih, ki trdijo, da so komunisti tako kot ti, ja, pri njemu to ni šlo. On je bil dejansko prepričan, da bo komunizem osvojil svet in da bo v vsakem primeru to komunizem s človeškim izrazom. Človeški izraz bo pa tak, da bodo vsi ljudje igrali razne inštrumente, igrali v raznih ansamblih, peli v pevskih zborih, nenehno hodili v gledališče gledati predstave in da bodo nenehno proučevali slike. Branko Rudolf je osvojil Leninovo načelo, da marksistična estetika bazira na tem, da bodo ljudje osvojili umetnosti vseh narodov in vseh časovnih obdobij. Zato se je Branko Rudolf nenehno ukvarjal s hieroglifi, s kitajsko pisavo, z japonsko pisavo. Nenehno je dirkal po muzejih od mumije do mumije in nenehno je vozil svoje potomce po muzejih.
moram reči, njegovo znanje o tem, kar je o likovni umetnosti, ni bilo tako majhno. Bilo je naravnost enciklopedično, imel namreč izjemno dober spomin. In njegovo znanje o glasbi je bilo malo bolj sumljivo. Sam je igral flavto in je ponudil svoje usluge najprej zagrebški filharmoniji. Preizkusili so ga in so se mu vljudno zahvalili. Potem je ponudil svoje usluge v Ljubljanski filharmoniji. Tu je celo sodeloval na nekaj vajah, mogoče celo na kakšnem koncertu, na kar so rekli, da raje ne bi. Na kar je odšel v Celj, ko pa je bil profesor v Celju, je seveda ponudil svoje usluge Celjskemu simfoničnemu orkestru, ki pa ni bil nikoli popoln. Tu je dobil priložnost, igral je kakih 3 mesecev, ampak po 3 mesece, po 3 mesecih so rekli: Branko, bilo bi dobro, da bi nehal. In ko se je to zgodilo, se je strašno razjezil. Odšel je v Poljčane in v Poljčanah je ustanovil orkester. Ker sem bil nekoč predsednik Zveze kulturnih društev v Poljčanah, sem srečal tam starejšega gospoda, ki je povedal, da ko je bil star 7 let, je prišel Branko Rudolf ustanavljati orkester Poljčane, vsi so bili navdušeni in so ga res ustanovili. In on je bil ves vesel, da vidi sina tako velikega glasbenika. Potem je pa ta poljčanski orkester začel igrati in ugotovil sem, da je stvar huda, da to ni niti pleh muzika. In poleg teh 2 stvari je Branko Rudolf bil mahnjen tudi na gledališče. Predvsem je proučeval in izdal je leta 1954 knjigo o gledališču, o kostumih v gledališču, kakšni morajo biti in kakšne morajo biti scene. Moram reči, da je pritegnil pozornost fakultete za arhitekturo, kjer je dalj časa predaval zgodovino gledališč, nekaj o tem, kako je treba graditi gledališča, vendar kasneje so se odločili, da ne bodo, da to ni, da ne morejo dobiti katedre za ta namen. Dolgo časa je predaval pri arhitekturi in naredil velik vtis, upoštevajo ga pri raznih razstavah. Ampak o čem bi rad pripovedoval? Branko Rudolf je začel pisati članke. Ugotovil je, da ni dovolj, če učenkam v šoli, ki jih učil prirodopis in učil je tudi kemijo, in da jim govori o Mao Zedongu, učitelju iz Sičuana, ki se bori za pravice delavcev in kmetov in ki bo seveda osvojil svet. Najbolj značilna sta bila 2 razreda iz let 39-40 v Ljubljani. Kasneje sem srečal neko gospo, ki je bila njegova učenka. Vse punce v razredu so bile odlične, bile so vsaj punce v razredu, vse so bile odlične. Zjutraj so odšle pred šolo, so odšle v stolnico in molile za uspeh. In potem so pa šle drugi pomagati dokončati naloge. Ampak potem se je zgodilo nekaj zelo strašnega. Recimo, en tak razred, jih je 5 šlo za nune, so šle med nune, ene 5 jih je šlo partizane, ene 5 jih je padlo v revolucijo brez tega, da bi se dokopale
gozdov in pozicij. Ne. In na koncu leta, ko se je vojna končala, ko se je druga svetovna vojna končala, so se nekatere znašli tudi na Golem otoku. In potem je nek uradnik, ki je skrbel za Branka Rudolfa, ker komunista mora nekdo vedno skrbeti, da je v dobri formi, mu je večkrat naročil, naj hudiča poišči službo tej in tej, ravno kar se je vrnila z Golega otoka oziroma z njegove podružnice Golega otoka. In Branko Rudolf se je strašno razjezil in je rekel: ti, tovariš, si meni pomagal, si moj tašči pomagal zaposliti 50 ljudi iz njenih učencev iz Lipovcev v Prekmurju, nikakor pa nočeš se zavzeti za to tovarišico. Je rekel: ja, ta je pa tvoja učenka, pravi, to bi moral pa ti poskrbeti. In iz tega sem sklepal, da je Branko Rudolf vseeno imel neke možnosti, da bi postal politik stranki, ki je bila edina stranka na oblasti. In res se je to zgodilo, preden je postal direktor galerije, so ga poslali v Pariz. V Pariz je šel preprosto ugotoviti, kako bi naj izgledala kultura v mestu, ki ima 80 tisoč prebivalcev. V Parizu je bilo veliko Slovencev, pomagali so mu, svetovali, peljali so ga okrog. In ko je prišel nazaj v Maribor, mesto z 80 tisoč prebivalci, je povedal, da v mestu z 80 tisoč prebivalci nikakor ne more biti poklicnega gledališča. Gledališče v takem mestu ima samo poklicnega gasilca, poklicnega blagajnika, odbor pa vodijo menedžerji, ki so se upokojili in so še toliko pri močeh, da niso čisto prismuknjeni. Tisti pa pač naročajo iz Pariza potujoče ansamble. Povedali so tudi, da v mestu z 70 tisoč prebivalci imaš lahko tudi opero, ker tale upravni odbor mirno naroči opero, ki jo kamioni pripeljejo in potem odpeljejo. Samo Bog ne daj, da bi imeli zaposleni kakšnega pevca ali pa da bi imeli zaposlen celo kakšen operni pevski zbor kot v Mariboru ali celo, kar je najbolj grozno, da bi imeli zaposlene glasbenike. No, in ko je to Branko Rudolf proučil, je izvedel še nekaj bolj strašnega. Je rekel, da v mestu 80 tisoč prebivalci v Franciji imajo seveda časopis. Ta časopis ima tehničnega urednika in njegovega pomočnika, ki vodi stavce. Ti postavijo časopis in ga natisnejo. Ima tudi vodjo korportaže, ta najema ljudi, ki raznašajo časopis. Vendar v nobenem primeru nima zaposlenega nobenega novinarja. Novinar to je človek, ki mora biti amater. Se pravi, telovadni učitelj piše o športu, kako bi rekel, lokalni upokojeni politiki pa pišejo o politiki, ampak vsi pišejo za honorar. Branko Rudolf je prišel v Maribor in povedal, da honorar je tista rešitev, s katero Francozi urejajo mala mesta. Takoj na tem je pa v Ljubljani tudi povedal, da tudi v takem mestu kot je Ljubljana, 120 tisoč prebivalcev, nikakor ne morejo imeti poklicnega časopisa. Poklicni časopis je lahko v mestu z nekaj milijoni prebivalcev. In ko je to povedal, so ga vprašali, kaj pa televizija, kaj pa misliš o televiziji? Je rekel, televizija, to je nekaj malega, črnega, to vidim v vsaki izložbi v Parizu, to ni nič, pravi.
ne more prikazovati športne dogodke, ker je premehno, drugače pa to nima nobene bodočnosti, kaj šele, da bi na ta način predvajali filme. Niso ga poslušali. Potem pa so vseeno ugotovili, so ga vseeno sprejeli v partijo, ker to moram povedati od takrat, ko je njegov stric postal minister, seveda ni bil v partiji, ker ne bi mogel biti v partiji, če je njegov stric minister, čeprav minister ni bil prav dolgo, 2 leti. Je pa potem šel Dušan Cernec v partizane s 3 hčerkami. To je bila pa druga bolečina Branka Rudolfa, ker on pa ni šel v partizane. Iz popolnoma drugega razloga. Obtičajo v Prekmurju, kjer je poskušal, ki bi naj leta 1941 izbruhnila revolucija in on bi naj v tej revoluciji sodeloval. Vendar, ko so se revolucionarji sestajali pri njegovi tašči, to je moj noni, je nona povedala, so se kregali okoli tega, kdaj bi lahko začeli z uporom. Rekli so, ne med žetvijo, ljudje bodo proti nam, če jim bomo prekinili žetev in pridobivanje žita. Na kar so rekli drugo stvar, tudi ne med trgatvijo, ker človek ne mara, da ga motijo med trgatvijo. Potem so eni rekli, pazite, vojna se zapleta, lahko da bo pred Božičem 41 že konec, moramo pospešiti zadevo. Takrat je nona rekla, imate veliko časa, ona je bila pa na Soški fronti, ko so zadeli njeno šolo in je od takrat naprej bila begunka. Je rekla, vojna bo trajala do avgusta 1945, ker preden se Brazilci, Japonci omaknejo iz Evrope, preden se nehajo spopadi v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Ravno nekako primeren datum je avgust 1945. Ko so revolucionarji to slišali, med njimi so bili kakšni 4 heroji, bodoči heroji, so nono dali na čevelj, in nona je bila učiteljica 1. razreda, Frančiška Gomilar. Medtem ko Branko Rudolf kot njen zet je izgubil sleherno možnost, da bi kdaj junaško padel za domovino oziroma v revoluciji. Enostavno bil je izločen. Drugič se mu je zgodilo, da mu stvar ni uspela, pravzaprav tretjič, ker predtem je že poskušal priti v Španijo, ker je tam divjala vojna, vendar mu ni uspelo. No, in zdaj pa, leta 1954, so mu dali nalogo, naj ugotovi, kaj je narobe z Milovanom Džilasom. Prebral je njegove članke in moral je narediti referat. Naredil je referat in v njem je razložil, ne vem kaj vse, vendar predvsem je razložil, nikoli ne sme Zveza mladine Jugoslavije postati stranka. Prej je predvidel, da nima Jožef Školč nobene možnosti, kot se je leta 90 izkazalo, da ni imel prav. No, in leta 1955 so ga sprejeli v partijo in potem je postal tudi direktor galerije. In to je bil uspešno zelo dolgo časa. O tem, kaj se je dogajalo v galeriji. Božena Cernec je Branka Rudolfa, to je bila teta Branka Rudolfa, mislim, da 3. ali 4. hčerka od Janka Cerneca, je bila profesorica, študirala je na Sorboni. Njena zgodba je kompletirana iz
večjih razlogov, ne vem, če jo lahko v celoti pač povem. Nune so jo prepričale, da mora biti učiteljica. Ko je to povedala očetu, jo je tako mahnil, da je 3 dni ni prišla k sebi. Potem je odšla k neki drugi teti in ta teta je zapustila nepremičnino, oziroma podarila. In ko je imela nepremičnino, je šla k prvemu advokatu v Mariboru in ta je, da bi seveda njenega očeta uničil, omogočil, da je dobila hipoteko in odšla študirati v Francijo. Družina jo je razjedinila. Potem je pa seveda postala profesorica francoščine in je učila in nemščine, učila je nemščino v Franciji, francoščino pa v Puli, ampak to se je dogajalo sva po prvi svetovni vojni, ko je bila, pred prvo svetovno vojno. In Branko Rudolf je hodil k njej na počitnice, peljala ga je vedno na Brione. In tako je bil kadar je parisal morsko obalo, je parisal obalo pri Benetkah. Očitno ga je vozila tudi na Lido di Venezia. In ta teta je močno vplivala nanj. Leta 1926 mu je napisala pismo, to pismo sem nekoč videl v njegovem arhivu, da bil bi čas, Branko, da se naučiš francoščino in angleščino, to sta jezika bodočnosti. Odpisal je zelo jasno, je rekel, zelo dobro znam nemščino, ki je svetovni jezik, nikakor pa ne potrebujem teh 2 jezikov. Nekaj let kasneje se je premislil in angleščino je študiral pri znani Škotinji, ki je v Ljubljani poučevala nemščino, in še francoščino se je pa naučil sam, učil ga je pa še Karba, profesor Karba ga je moral pa skozi popravljati. In kadarkoli je govoril na Penu, je govoril v francoščini, ampak precej se je trudil, da bi bil naraven govorec, vendar ni bil naraven govorec. Teta Božena Sernec je pa bila, mu je pa zapustila, oziroma je moji mami zapustila hišo težko. Še vedno je imel naglas po svoji učiteljici Škotinji. Francoščino se je pa naučil sam, učil ga je pa še Karba, profesor Karba ga je moral pa skozi popravljati. In kadarkoli je govoril na Penu, je govoril v francoščini, ampak precej se je trudil, da bi bil naraven govorec, vendar ni bil naraven govorec. Teta Božena Sernec je pa bila, mu je pa zapustila, oziroma je moji mami zapustila hišo. In živeli smo v tej hiši, dokler nam niso podrli, se lahko pokaže. Od takrat naprej, 63 živimo o vojni nismo pogledali slik iz časa vojne. Če se sprehodimo skozi fotografije. Ja, gremo, to je Janko Sernec, to je Ivan Rudolf, to je familija, to so sinovi, bratje Branka Rudolfa, tu je slikan sestro, ki je študirala pri Uršulinki, ki je hodila od 10. leta naprej, do 18. je bila pri Uršulinkah v Ljubljani in potem je živela v Ljubljani. Pesnica. To je Branko Rudolf. Kar naprej. Tudi tu je Branko Rudolf. In to so njegovi bratje. On, ja, z Ivom. A ja, to je brat. Še naprej.
slikanje s svojimi brati, s temi brati, ki so bili artilerijski oficirji, tremi, in ki so tudi nekaj časa so se lotili tudi mene, študirali so, da bi lahko Franček bil eventualno general, ker njihova želja vseh njih treh je bila, da bi bili generali, kar jim seveda ni uspelo, ne, ker najmlajši je bil star 20 let in pol, ko se je prva svetovna vojna končala in je bil pač od takrat naprej kapetan v rezervi. Če nekdo prehaja iz pesništva, ker njegova prva in njegovo poslanstvo je bila poezija. Jaz sem Branko Rudolf nastopal v dveh mojih romanih, precej veliko mislim iz veliko prostorov, veliko sem napisal o njem. Posnel sem pa tudi film o njem. In ko sem ga v filmu vprašal, tu smo ga snemali ravno v galeriji, sem ga vprašal, zakaj si postal pesnik, kako to? In je rekel, pesnik sem postal zato, ker pravi, biti Slovenec v Slovenskih Goricah je pomenilo, da so te neki lumpi fakinaža, je rekel, da te je fakinaža skozi zajebavala. Zakaj si ti, ki si lepo oblečen, pa sin advokata, zakaj si ti Slovenec, kako si upaš biti Slovenec, pravi. In da bi kaj prispeval v prihodnost Slovencev, sem začutil nujno potrebo, da pišem poezijo. In potem je bil pesnik. Ker je bil pesnik, se je vse življenje družil s pesniki. Ko je prišel čas, da bi se moral poročiti, je s pesniki hodil po Prekmurju, Otonom Župančičem, Igvetom Grudnom in tako dalje. In na to maškarado je prišel tudi njegov brat in vidin brat Dušan, ki je takrat odslužil vojaški rok v Varaždinu, kjer je imel precej sitnosti, ravno zato, ker je bil za avstrijskega dela in je bil pa že, kako se reče, oficir v rezervi, ne. In tudi on je bil zelo navdušen nad tem, da zdaj se bo Slovenija združila s Črno goro in Srbijo in s takimi državami. Vendar pičle 4 mesece kasneje je Gavrilo Princip izvedel svoj atentat. In vojna se je v resnici začela. Takrat sta šla najprej 2 brata vojno, potem pa še druga 2, kot sem že povedal. Problem z Brankom Rudolfom in prehodnostjo Jugoslavije pa je bil bolj kompliciran. Bil je bolj kompliciran, kot se je pokazalo leta 14 in leta 20. Ivan Rudolf je menil, da bo leta 20 nastopila velika vojna za združevanje južnih Slovanov. In pri tem ga je zelo skrbelo, kako bo Srbi in Bolgari. In Srbi in Bolgari so ga že leta 12 razočarali, ker so se začeli vojskovati med sabo. Niso šli eni k drugim. Nadaljevalo se je pa potem seveda z vojno, ki pa res ki pa res pomenila konec stare Avstrije. Dobro, pojdimo naprej. Še naprej. To so bratje, to je naša hiša v Predencu. To je pa poroka. Poroka Branko Rudolf se je moral poročiti. Bilo je potrebno, nujno, ker njegovi bratje so bili od vojne precej prestreljeni in nikakor niso kazali, da samo eden se je poročil, imel 2 hčerki. Familija je pa hotela, da nastopijo sinovi projekt. Sinovi je bil odvisno od tega, da se Branko Rudolf poroči. In ko je hodil s pesniki po Prekmurju, je srečal mojo mamo.
plesal je z njo, bila je maturantka in nekega dne se je pripeljal z biciklom do njihove hiše, stanovali so v šoli, ker sta oče in mama bila učitelja in je rekel, Mara, jaz bi se poročil z vami, ne? In ona je rekla to, če oče dovoli, pa je rekla, da bolj mi je mama za to pristojna in mama je postavila strašen pogoj, rekla je, najti moraš stanovanje v Mariboru in najti moraš in potem se lahko poročita. Trajalo je nekaj časa, moja mama se je vpisala na Univerzo v Ljubljani leta 1940 in ko je videla na zgodovino in zemljepis in ko se je nekoliko seznanila s svojimi sošolci, je videla, da je stvar brezupna. Vsi so bili ali za eno ali za drugo politično opcijo in vsi so bili izredno tečni, kar se tega tiče. Zato je rekla, rešiti se moram politike in poročila se, to je poroka, na kateri je bilo veliko ljudi in kar nekaj znanih osebnosti, Miško Kranjec, potem Tone Čufar. In to je bilo tik pred letom 1941. Branko Rudolf je dobil ženo, ki je skrbela za njega in mu omogočila, da je bil svobodni umetnik, da je bil umetnik, mislim, da je umetnik, da je pisal članke, poleg tega, da je hodil v službo, ker v službo je hodil vedno. In članke za Večer je pa tudi pisal vedno. Kar naprej. Ja, živeli smo v tej hiši, ne? Dokler niso podrli. Tu smo mi trije v gledališču, težko je bilo dobiti, kako se reče, trak za fotografije in Branko Rudolf nas je odpeljal k gledališkemu fotografu, ki nas je fotografiral na kupu peska. Tu smo v Konjicah pri njegovih bratih. Imeli so velik vrt in tu smo mi, otroci, in to je približno v teh letih, ko je. Tu smo v Zagrebu šel enkrat obiskati svoje staro okolje in tu smo v živalskem vrtu. Tu imamo morske prašičke in tu smo že dobili sestra. To je Branka, že stoji in nas opazuje. Zdaj pa življenje v galeriji. Jaz sem nenehno hodil na razstave, včasih me je Branko Rudolf uporabil tudi za to, da sem rezal lističe, ki jih je potem lepil pod slike, kadar ni imel drugih, kako bi rekel, pomočnikov za to početje. In govorimo o pomembnih, imel je nekaj pomembnih razstav. Tu so še literati. Kar naprej. Razstav, predvsem znamenit je bil, ko je šel, to je, navezal je stike z Amerikanci in dobil je slike Jacksona Pollocka. Jaz sem lepil lističe pod slike, ki so kasneje vredne 15 milijonov dolarjev. Jackson Pollock še ni bil pomemben, ampak razstavili so ga v Mariboru, da bi začel slavno pot. Branko Rudolf je tudi predlagal občini, da bi ga poslali v Skandinavijo in posledica njegovega obiska v Skandinaviji je bila razstava
Edvarda Munha. Te slike so bile tu, Edvard Munch še ni bil ne vem kako slaven. Kasneje 20 let kasneje sem v Münchnu gledal njegovo razstavo Pridušene luči in sliki se nisi mogel približati niti na 2 metra, je že začelo piskati, ker bile so tako vredne, da jih je bilo treba absolutno zavarovati. Imel je še razstavo japonske grafike in seveda tu je razstava del Božidarja Jakca in seveda imel razstave mariborskih slikarjev. Mariborski slikarji so mu delali silne skrbi. Eni so se mu zdeli dobri, eni pa se mu niso zdeli dobri in potem je, seveda pa so vsi hoteli razstavljati in seveda je, kako se reče, manevriral med njim. Veliko... Avstralija. Kaj je to? Avstralija. Ko je bil v Avstraliji. Avstralija. Branko Rudolf ima tudi neko drugo zaslugo kot pesnik. Dva njegova učenca sta postala znamenita. Eden je bil Karel Destovnik Kajuh in drugi je bil Matej Bor. In z Destovnikom Kajuhom je hodil na neke literarne večere. Zanimivo je, Branko Rudolf kot veliki revolucionar ni nikoli pisal takih pesmi kot Kajuh. In ne vem, kako to. Ne vem pa tudi Kajuh, ki je bil zelo zadovoljen z Brankom Rudolfom in je bil občudoval velikega pesnika nežnih sonetov, zakaj se je lotil takega pisanja, kot se je lotil. Potem je bil pa tu Matej Bor, z njim vemo, da je postal pesnik revolucije, Branko Rudolf ni izkoristil te možnosti, nikoli ni postal pesnik revolucije. In seveda ni tako zelo uspel v življenju kot Matej Bor, ki je postal akademik in je potem seveda trdil, da bo Branka Rudolfa tudi spravil v akademijo, vendar ga ni. Pač pa ga je spravil v Avstralijo. Enkrat je Matej Bor šel na Japonsko, bil tam en mesec in po 14 dneh je ponorel, ker ni mogel prenašati pač Japoncev, kakršni že so, ne. In ko je Branko Rudolf to izvedel, je prišel nazaj. Ko je Branko Rudolf to izvedel, se je strašno razburil. Vse njegovo življenje je bil obseden z Japonsko, seveda najprej z budisti iz Japonske in njihovim degenom, kot smo videli, potem pa z zen budizmom in z samuraji. Nenehno sem poslušal o samurajih, kako pridno naredijo harakiri in tako dalje. In seveda je rekel Mateju Boru, da to pa ni prav, da on bi bil z veseljem šel na Japonsko. In ko je drugič naneslo, da bi moral Matej Bor iti v Avstralijo, je poslal Branka Rudolfa v Avstralijo. Branko Rudolf se je navdušil nad pingvini, kenguruji in neko knjižnico so imenovali po njem. Takrat je bral svojo pesniško zbirko Žvegla Potepuhova, ki je pa v pohorskem narečju. Avstralci niso sicer čisto dobro razumeli. Knjižnico so imenovali po njemu, ko pa jim je poslal svoje kritike, ki so išle v knjigi, so mu jih pa poslali nazaj, ker so rekli, da marksizem pa ni primeren za Avstralijo. Bil je strahotno razočaran. To je Frančkom Rudolfom in potem, ne vem, tu je pa pred svojo vitrino, kjer je imel polno, kako bi rekel, zob jamskih medvedov, ker je nekaj časa pomagal pri izkopavanju potočke z Jalki. Doktor Brodar je izkopaval ostanke neandertalcev in Branko Rudolf je imel tudi veliko opravka z muzejem. Izredno rad je pripovedoval o pestnjakih, kako so homo sapiensi prišli v Maribor pred 40 000 leti in se nenehno spopadali z
neandertalci iz Krapine in Koroške, slovenske Koroške. Potem pa so po 10 tisoč letih razbijanja kremenjakov našli način, da so delali lističe. In ko so delali lističe, so iz tega nastali zelo ostri noži. S tem so zelo hitreje oddirali manjše živali in razkosavali, tako je meso ni propadalo. Tudi mamuti so lažje, kako bi rekel, uničili, ker so jih zadeli bridko z puščico, ki jih je ugonobila. No in potem pa, ko so pa našli ta boljši način rezila, imeli boljše nože in boljše puščice, so pa uničili tudi neandertalce oziroma deloma so se poženili z njimi, v glavnem so jih pa pojedli. Homo sapiensi so bili ljudrti. In tako enih prvih revolucij evropskih, industrijskih se je dogodila ravno v Mariboru. Ob Dravi, ki je polna pesnjakov, ki si jih lahko razbijal. Razbijal si ga moral več mesecev, da si naredil dobro rezijo. Kar naprej. Branko Rudolf, to je pa Branko Rudolf in tu je njegova karikatura. Razstava karikatur je bila tudi zelo uspešna v tej galeriji. In takrat sem prvič videl, kako izgledajo karikature. Ja, v glavnem, kaj bi še povedal o Branku Rudolfu? Zelo ga je skrbelo leta 1954, ko so imeli Amerikanci atomsko bombo in so Rusi, ljudska pravica, dela še ni bilo, objavila, da imajo tudi Rusi atomsko bombo. On ni verjel, je rekel, Rusi lažejo. Potem so Rusi imeli že vodikovo bombo, on še vedno ni verjel. Je rekel, po moje je to samo propaganda, da imajo že vodikovo bombo. In nekoč me je vprašal, a ti, Franček, misliš, da če bi oni v Beogradu nekdo dal atomsko bombo, a bi oni dali onim v Zagrebu? In če bi oni v Beogradu in v Zagrebu imeli atomsko bombo, a bi nam v Ljubljani dali atomsko bombo? In sem rekel, tu je vse jasno, če bi oni v Ljubljani dobili slučajno atomsko bombo, ali misliš, da bi jo dali nam v Mariboru? In za Mariborčane mi pa jasno, da je nikoli ne bi dali Ptovičanom. In to ga je resno skrbelo. Skrbel ga je ravnovesje na svetu, ker če imajo Amerikanci atomsko bombo, imajo Rusi atomsko bombo, potem bo nastopila, kako bi rekel, hladna vojna. Hladna vojna pa je boljše, kot da se vsi pobijajo. Ker oziroma ena stran pobija drugo. Potem ga je, jaz sem moral hoditi raznašati njegove članke na pošto in na razna uredništva, ker je mama ugotovila, da ni pametno, da hodi okrog po uredništvih, ker mogoče bi lahko povedal kakšen vic, in ker je to bilo obdobje informbiroja, bi to mogoče bilo nevarno. Tako sem jaz začel raznašati pošto in obenem pa sem mu prinašal vedno časopis zjutraj, ko je pisal kritiko operne predstave, gledališke predstave za Delo, kar je zelo cenil. In oni pa so malo manj to cenili, njegova prizadevanja, da je Maribor, če ne spravil v Delo. Ne Delo. Ljubljanski tisk. No in tu sem enega dne mu prinesel časopis in rekel, a veš, kaj se je zgodilo? Tovariš Stalin je umrl.
Je rekel, to si marsikdo želi, ampak to se še ne bo zgodilo. Jaz sem rekel, ampak res je umrl. Nekaj mesecev kasneje, decembra, je pa Hruščov dal ustreliti Lavrentija Berjo. Moj oče je bil pretresen. Rekel je, ta lopov Hruščov se je zmenil z Rusi, da Rusi ne bodo imeli atomske bombe, ker Lavrentij Berja je bil, poleg tega, da je 4 milijone ljudi spravil v gulage, tudi oče ruske atomske bombe. Tu se je Branko Rudolf k sreči motil. Zakaj sem to o atomski bombi povedal? Ker mene je nekega dne, ko sem hodil še v osnovno šolo, me je začel siliti, da berem knjige o fiziki. Na vsak način je hotel, Franček, ti boš študiral fiziko in boš rešil problem atomske bombe in Slovencev. Stvar je bila zelo komplicirana, ker jaz sem bil zelo slab v fiziki, če povem na kratko. To je več ali manj vse, kar bi lahko povedal o Branku Rudolfu. Lahko bi pa povedal še zelo veliko drugega. Tudi vidim, da nisem vse povedal natančno. Moram pa povedati, poleg neandertalcev in biologije ga je zanimalo tudi izvor samega sebe. Ugotovil je, da je Rudolf langobardsko ime, pomeni vodja karavle. Ugotovil je tudi, da je, kar piše tudi v knjigi Mariborski zgodovini, da je kmetija Rudolf na Otiškem vrtu, so še 4 druge v Sloveniji, ampak njegovi predniki iz 12. stoletja izvirajo tam. In sicer so Mariborčani imeli problem, Judje so hoteli imeti svoje sodišče in to sodišče bi jim cesar, ne vem kateri cesar, Maksimilijan dovolil, vendar postavil je pogoj, zapisničar oziroma pisar na tem sodišču mora biti kristjan. In nenadoma se je prikazal Rudolf. In to je bil Rudolf z Otiškega vrha, ustanovili so pod sodišče in deloval je v Mariboru, potem ni imel potomcev, je umrl, ampak so našli drugega Rudolfa. In od takrat je en Rudolf je familija Rudolf delovala tudi pri Tatenbachu, mislim, da je bil baron Tatenbach v Konjicah. In tega Tatenbacha so obglavili, ker je delal zaroto skupaj z rimskimi Frankopani. Ampak ker je bil pol dekan, kako se reče, fevdalni šef Konjic, so ženske iz družine Rudolf delovale tam kot, ministrice za družino, in so skrbele za nedonošenčke, oziroma nedonošenčke, za nezakonske otroke eventualno. In oče, lahko še povem to, da Ivan Rudolf je imel zanimivo usodo. Njegov oče je bil zdravnik na ladji, Ivan Rudolf je bil rojen leta 1955 in je umrl, ta oče pa je umrl nekje v Makau. V oporoki je napisal, da naj poiščejo njegovega sina, ki ga ima z neko mladoletnico. Kako je študent medicine prišel do mladoletnice v Konjicah, to je bolj čudno. Ampak Ivana Rudolfa so našli, ko je bil star 16 let, bil je nepismen, ker je pa delal pri kmetu na Pohorju, kmet je bil pa trd Nemec, je pa znal nemško. Izredno se je znašel, ko so ga tete odkrile in odpeljale v Konjice, so ga poslali v osnovno šolo je naredil bliskovito
In naredil je tudi, ko se je pisal na gimnazijo, v enem drugem letniku, so ugotovili, da mogoče sploh ni pravi, kako bi rekel, sin ugledne konjiške družine Prusov, ampak predvsem je pa tetam zmanjkalo denarja. Vendar Ivan Rudolf ni imel problemov, ker je bil 5-6 let starejši od svojih sošolcev, v Celju je pa bilo konjev, kolikor si hoče, ljudje so imeli zapravljučke, je skrbel za konje, ne? In ker je skrbel za konje, je zlahka končal gimnazijo. In tudi Univerza v Gradcu mu ni imela problemov. Končal, spet je bilo polno graških konj, za katere je gimnazijec lahko skrbel ob 3-4 zjutraj, kasneje pa hodil v šolo. No, to je vse. To je ta, ne? To je vse, ja, to je ta. To je ta. A se-